Dober večer, spoštovani gledalke in gledalci. Spremljali boste pogovor s predsednico države, predsednico, ki je zaprisegla decembra pred 2 letoma, gospo Natašo Pirc Musar. Gospa predsednica, lep dober večer. Dober večer želim. Torej 2 leti, kot rečeno, to je malo v politiki, pa vendar glede na vaše vloge v družbi, ki ste jih opravljali, položaje, službe, kaj pravite, kaj mora imeti politik, kar recimo pri drugih poklicih morda celo lahko umanjka, ali ni tako potrebno? Najprej v 2 letih, minilo je hitro. Če se zdaj ozrem nazaj, kot da bi bilo včeraj. Zdaj, kaj je tisto, kar bi politik moral imeti? Jaz bi rekla srce, drugo izpolnjevanje obljub. To drugo ne vem, če je že res čisto samoumevno, ampak vendarle sama poskušam slediti temu. Res je, da nimam jaz veliko pristojnosti, je meni na tej funkciji bistveno lažje, kot je vladi Republike Slovenije, ampak vseeno. Čustvena inteligenca, če govoriva o srcu, je nekaj, kar bi politik moral imeti. Pa gremo k vašim pristojnostim. Ena od teh je tudi imenovanje, predlaganje kandidata za varuha človekovih pravic, pomembna institucija. Dobili ste, če smo prav obveščeni, več kot 10 predlogov oziroma kandidatur. Kako boste dosegli 60 glasov, ki so potrebni za izvolitev v parlamentu? Kakšen postopek boste izbrali? In recimo aktualni varuh Svetina je dobil pred 6 leti 89 glasov, kar je nedosegljivo najbrž. Je nedosegljivo in tega se sama zelo zavedam. Prišlo je 14 kandidatur, torej kar dober izbor. Veste, potem, ko se je zgodilo, kar se je zgodilo v zvezi z prvim poskusom za imenovanje guvernerja Banke Slovenije, sem vse vodje poslanskih skupin povabila na kosilo, da se pogovorimo, kako bomo imenovanja peljali v tem letu. Ni jih malo, ni samo varuh. Čakajo nas sodniki sodišča Evropske unije, ustavni sodniki, namestnik predsednice Računskega sodišča. Skratka, kar pestro leto, kar se tega tiče. Jaz sem jih prosila za eno stvar. Da naj imajo spoštovanje do funkcije predsednika republike, ker, veste, v sistemu nadzora in ravnovesij ni brez razloga napisano v ustavi in potem v zakonih, kako naj ti postopki tečejo. Če bi seveda politika želela vse imeti po svojem okusu, z lahkoto lahko spremenijo zakon in vsa imenovanja peljajo mimo urada predsednice republike v tem primeru, zdaj, ko sem tu jaz. Torej, osnova je spoštovanje do postopka, ki ga vodim, in seveda potem razprava, ki se mora odvijati v tej sobi, kjer sediva danes, med nami, da se dogovorimo. V prvem primeru seveda ni bilo tako. Jaz sem namige dobivala preko medijev in ko smo sedeli tu na posvetovanjih, jaz za nikogar od kandidatov, zdaj govorimo o guvernerju, nisem preštela do 46. Prosila sem, dovolite da... pod vprašanje prav pri guvernerju in vašem predlogu Toneta Ropa. Zakaj je pravzaprav tukaj šlo? Poslanske skupine iz koalicije so javno komunicirale, kot pravite, svojo kandidatko. Vi ste pa potem, ko Tone Rop ni bil izvoljen, rekli, da za kandidatko Jazbečevo sploh niste našteli 46. Tukaj nekaj ne drži. Torej so vam poslanci govorili nekaj drugega pa premierju Golobu. Ne vem, kje je bil ta šum v komunikaciji, ampak mi smo sedeli tukaj, predno so se potem postavili pred kamere. Ampak, veste, zdaj tu ne gre za neko mojo trmo, ampak jaz se ne smem postaviti na stališče, da bom ravnala tako, kot je zapisano v medijih ali kar mi sporočajo nekateri preko medijev. Ta postopek je mnogo bolj pomemben, ki ga je treba urediti tako, kot smo se zdaj na sestanku dogovorili. Skratka, jaz upam, da bomo pri varuhu, ki je še bistveno bolj kompleksen postopek zaradi dvotretjinske večine in javnega glasovanja, ne smemo pozabiti na to, peljali zadeve po drugi poti. Dogovorili smo se na tem sestanku, da jaz izberem najboljše od teh 14 in da potem poslanci, poslanske skupine, koalicija, ki ne bo dovolj pri varuhu, torej vsaj še nekaj glasov čez koalicijskih 53. In potem tisto ime, ki ga bodo od teh, ki sem jih predlagala, in predlagala sem po znanju najboljše, po znanju, kompetencah, energiji, izberejo enega in tu jaz ne bom delala težav. S pogovori začnemo ta petek. Torej, to bo
zdaj zelo hitro na mizi. Torej, ime za kandidata za guvernerja že imate? Ne bom ga seveda povedala javno, to ne smete računati, da bom to danes storila. Res pa je, da se zelo zavedam, da vsa ta imenovanja, ki sem jih naštela na začetku, ko ste mi postavili to vprašanje, zahtevajo eno verigo odločitev. Tako da v tej smeri se bomo seveda pogovarjali. Jaz upam, da ne bomo spet na vaših in naših. Ja, lahko so vaši ali naši, če so najboljši, če mene vprašate, tu nimam nobenih zadržkov, ampak želela bi si, da se v tem procesu imenovanj medsebojno spoštujemo in da se držimo tistega, kar smo se dogovorili. Da zapreva to temo, torej poslanske skupine na posvetih za zaprtimi vrati v teh prostorih so vam obljubili podporo Antonu Ropu in potem ga niso izvolili. Za nikogar nisem preštela do 46 na prvih posvetih, za nikogar, tudi za Toneta Ropa ne, moram biti iskrena. Zato sem jih prosila, naj se ponovno pogovorijo in še enkrat pridejo do mene. Do teh drugih pogovorov ni prišlo. Je napetost med vama s premijejem? Neka napetost se čuti, to javnost vidi, mediji poročamo o tem, tudi zaradi različnega razumevanja pristojnosti. Recimo predsednik vlade je v intervjuju za komercialno televizijo govoril o samouklicani šefici države. Kako ste to sprejeli, to kvalifikacijo? Ni mi sedla na lahko, na moje srce. In tu mi spet pride v ospredje, veste, ena sama beseda, spoštovanje. Če mi drug drugega spoštovali ne bomo, kako lahko pričakujemo, da nas bodo spoštovali ljudje, naši volivci, Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani. Sej, veste, isto se mi je zgodilo, ko sem prišla v parlament, pa tam ni bilo predstavnikov vlade, se morda bova lahko še kasneje kakšno rekli na to temo. Ta odnos seveda ni zgleden, ni pa tako slab, kot ga želite prikazati v medijih. Midva se pogovarjava predvsem takrat, ko se morava. In so stvari, ki jih morava rešiti skupaj. Ob zavedanju seveda z obeh strani, da sta za pogovor potrebna dva. Moja vrata tu so vedno odprta. Kadarkoli me je predsednik vlade poklical, sem šla do njega ali on do mene. Zdaj, na drugi strani je tega interesa malce manj, poskušam razumeti, ampak vendarle se pogovarjava. Ali je spor začel zaradi zaposlitve gospe Tatjane Bobnar za vašo svetovalko? Je tam bil prvi kratek stik? Ne, veste, je zagotovo eden od razlogov, da se ne zmoreva, rekla, pogovarjati večkrat, pa bi bilo dobro, da bi se. Ampak prvi izvirni greh je že od same volilne kampanje naprej. Mene Svoboda ni podpirala, mene ni podpirala nobena stranka. V drugem krogu seveda čez stisnjene zobe. In izvirni problem, ki ga tudi poskušam seveda razumeti, je vendarle ta, da jaz ne pripadam nikomur. Veste, meni je težko vcepiti v glavo strankarsko disciplino zaradi tega, ker nikoli v nobeni stranki nisem bila in tudi na tej poziciji ohranjam seveda to držo. To je pravzaprav nek izvirni greh. Prvo bi rekla nespoštovanje do funkcije, nespoštovanje do pristojnosti, ki jih imam, in teh ni veliko, seveda jih ima bistveno več vlada in predsednik vlade, ker imamo parlamentarno demokracijo in ne predsedniške demokracije, jaz se tega zavedam. Ampak jaz mislim, da bova midva speljala to, kar sva si zadala, ker preprosto morava. Midva morava postaviti v ozadje kakršenkoli drug interes, nama mora biti obema v ospredju zgolj in izključno samo Slovenija, javni interes, in za sebe vam lahko zatrdim, da drugega interesa na tej poziciji kot Slovenija nimam. Vrniva se k nagovoru vašem v državnem zboru. Kot vemo, poročali smo, vladne strani ni bilo in največja opozicijska poslanska skupina je zapustila državni zbor. To je najslabše, kar se ti lahko zgodi. To je komentiral vaš predhodnik Borut Pahor, namreč predsedniku se mora posrečiti, če je le to mogoče, da predstavlja vse državljane.
Ja, tu se s predsednikom Pahorjem seveda ne strinjam. Ne. Seveda se ti marsikdaj na tej poti opravljanja funkcije zgodi. Marsikaj se zgodi in se tudi že je zgodilo in se verjetno še bo. Ampak, če se dobro spomnite, kaj sem jaz govorila v predvolilni kampanji, da tiho ne bom, se zdaj to morda že malce oguljena fraza, ampak glede na pristojnosti, ki jih predsednik republike, v tem primeru predsednica seveda ima, je ta beseda tista, ki ti daje na nek način neko moč, pa ne bom govorila o moči, ampak o zavezi, ki sem jo dala svojim volivcem. Za mene je volilo 483 tisoč ljudi. Nihče v Republiki Sloveniji nima takšne legitimnosti v številu glasov, ki jih dobiš. To so moje obveznosti. Ljudje, ki so mi dali glas. Zdaj, kako in na kakšen način lahko pridemo do nekega boljšega, bolj tvornega sodelovanja? Zagotovo ne na način, da se odkoraka iz dvorane, zagotovo ne na način, da se tja sploh ne pride. Lahko si predstavljate, da me je izjemno začudilo, da so bili ministri in SDS na isti strani. Ampak, spoštovana nekdanja kolegica, ali sem jaz tam govorila o napačnih stvareh? Jaz bi si želela, da me poslušajo in mi povedo, kje se z menoj ne strinjajo ali pa kje se strinjajo. To je zame politika. Ne pa, da me ne poslušaš, čeprav SDS me je poslušal, ker so minuto po koncu mojega govora po X-u frlele ocene tega govora. Bi rekla, da sta obe odsotni strani vas poslušali. Verjetno res. Da, v nagovoru ste v istem stavku dali kritiko shoda SDS-a oziroma izjavo Janše, ki je pravosodje označil za slabše od mafije, in izjavo Goloba, da je farsa postopek proti njemu zaradi domnevnega pritiska na notranjo ministrico, takratno oziroma posredno policijo. To je bilo kar nekaj tudi privzdignjenih obrvi v gibanju Svoboda, ki pa so vas, poslanci pa so vas poslušali. No, gospod Lenart Žabi je ob omembi tega stavka prve črke odkorakal iz dvorane, toliko tudi o tem, kako je Svoboda bila prisotna na tem mojem nagovoru. Ne vem, če se zavedamo, kako zelo nevarno je rušiti kredibilnost podsistemov v naši državi. Rušenje pravosodja, rušenje drugih podsistemov, kot so neodvisne nadzorne institucije in policija, je nekaj, kar lahko pusti strahovite rane. Če to kritiko na način brez argumentov izrečejo najvišji predstavniki v politiki, potem je moja dolžnost, da jih opozorim na to, da to ni prav. Veste, ne nazadnje, lahko pogledamo vaš RTV, če govoriva zdaj o rušenju. Zelo, zelo lahko je zrušiti nek sistem v mesecu ali dveh. Nazaj se ga postavlja 10 let ali več. Pot nazaj je vedno daljša. Politiki na vrhu te naše države, pa naj gre za opozicijo ali pozicijo, morajo gojiti kulturo dialoga. In to je tisto, kar v Sloveniji najbolj pogrešam. Veste, zelo lahko je reči krivosodje, farsa, ne vem, kaj vse so izrekli na moj račun, bolj tisti z desne kot tisti z leve. Ampak zame politika ni prerekanje. Imajo pa ljudje, verjemite mi, veliko hodim po terenu, občutek, da je politika eno samo prerekanje. Tudi ta slab odnos med menoj in predsednikom vlade so v bistvu na koncu oba, se upravičujem izrazu, na nekem kupu gnoja, kjer se prerekava. Ampak za prepir sta vedno potrebna dva. Ne? Naj bo eden pametnejši. In na koncu, veste, največ, kar v politiki lahko naredimo, je, da se poslušamo, si rečemo, da se strinjamo, da se ne strinjamo in gremo potem naprej. Preveč problemov imamo doma in po svetu, da bi lahko ravnali tako, kot včasih ravnamo. Ali zadnje dogajanje glede Agencije za energijo, seveda govorimo o omrežninah, jemljete kot pritisk vlade na to neodvisno institucijo?
Kaj pa je to drugega kot pritisk? Ampak veste, nisem strokovnjak, ne vem, a so zdaj ti izračuni pravilni ali ne, ampak take stvari se mora v politiki dogovoriti v ozadju, ne pred kamerami, predvsem pa se mi zdi, da bi se morali pogovarjati mnogo prej. Sprašujem zato, ker seveda v javnosti, zainteresirana javnost, zdaj nekaj skupin, ki so najbolj prizadete s temi omrežninami, oni ne naslavljajo neodvisne institucije, agencije, njih ne zanima, kdo je tam v svetu, kdo je direktorica. Oni naslovijo problem politiku, ki so ga izvolili, in to je vlada oziroma predsednik vlade. Od njega pričakujejo, da bo problem rešil. Kako torej to izpeljati? Oboje. Pustiti neodvisnost in pri taki stvari, kjer očitno neki izračuni niso bili narejeni, vsaj govorilo se je o drugačnih izračunih, kot se zdaj vidijo na položnicah, politika ne sme odreagirati. Recimo ena stranka v koaliciji SD zahteva pri teh omrežninah, da se vlada potegne nazaj oziroma... Jaz mislim, da je prav, da se o tej temi govori, in seveda je politika verjetno prvi in morda včasih tudi pravi naslov, kar se tiče urejanja težav. Ampak pri neodvisnih nadzornih institucijah je treba to početi s tresočo roko, če sploh. Ima politika moč, saj ne nazadnje imenuje svet agencije, saj to pot so seveda tudi uporabili, ampak zdi se, da se prej niso pogovarjali dovolj. Mislim, da je to izvirni greh. Zagotovo, ko greste med ljudi in veliko ste na terenu, slišite zdravstvo, zdravstvo, zdravstvo. Gospa predsednica, ali to, kar počne vlada, v bistvu že zadnjih 2 let z raznimi ukrepi, zakoni, zdaj pride zakon, ki bo med drugim ločeval javno od zasebnega, ali je to prava smer? Kakšen občutek imate vi pri teh spremembah, ki se tičejo zdravstva? Najprej deva eno stvar razčistiti. Z zdravstvom je potrebno nekaj storiti. Torej, prava pot zagotovo ne bi bila narediti nič. Ne? To je dejstvo. Zdaj, ko se ti lotiš tako konkretne in korenite reforme, seveda vsi z vsem ne bodo zadovoljni. Ampak pri takih korenitih reformah se je treba zaradi tega mnogo več pogovarjati, jaz pravim tudi z opozicijo, ker to je zagotovo reforma, ki ne bo končana v mandatu te vlade. Ne bo. Kar se mene tiče, mi moramo ohraniti javno zdravstvo. To je tudi v fokusu Vlade Republike Slovenije in mislim, da ministrica za zdravje razmišlja v pravo smer. Večkrat sva se pogovarjali. Javno zdravstvo v Sloveniji je potrebno ohraniti. Največja težava slovenskega zdravstva, veste, ni kakovost zdravljena na koncu. Ko ti prideš v sistem, zadeva deluje. Jaz imam starša, ki sta v letih. Velikokrat grem z njima do zdravnikov. Prijazni. Predani svojemu poklicu. To, kar ljudi moti in kar ste me vprašali, kaj slišim na terenu, so enostavno predolge čakalne vrste. Čakaš, da prideš v sistem, ko v sistemu vsi zadeve tečejo. In jaz mislim, da se je treba fokusirati točno na to. Še ko sem bila informacijska pooblaščenka, veste, smo se pogovarjali o zdravstveni reformi in o seznamu čakalnih vrst, ki naj se centralno vodi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in tako naprej. Saj so, stopničke, ki tlakujejo pot, bom rekla, v nek boljši sistem naročanja. Predvsem pa se tudi jaz tu strinjam z vlado, to pa moram biti iskrena in vlado podpiram v tem segmentu, da je treba narediti neke korenite ukrepe glede na delo zdravnikov, malo v javnem sektorju, malo v zasebnem sektorju. To se je pokazalo in to je seveda problem večjih let. Zdaj se je to nakopičilo in tu bo treba narediti nek res. Zdravniki v javnem zdravstvu morajo imeti jasna pravila, kdaj lahko delajo drugje. Če mene vprašate, naj se najprej dovoli delati drugje v javnem zdravstvu in naj dodam, koncesionarji so del javnega zdravstva. To pa je zame kar jasno. Preskok k zunanjim temam. Če pogledamo, gospa predsednica, naše sosede, zdaj Italija, recimo pred dnevi 1300 protestnikov, ki je dvignilo desnico, fašistični pozdrav, to je tudi v Italiji seveda nezakonito. Potem Avstrija zdaj sestavlja vlado, svobodnjaki, ki so
sicer zmagali volitve, pa jim predsednik ni dal mandata, zdaj so ga okoliščine prisilile, da ga more podeliti. Potem Madžarska pred novim letom spet zemljevidi, Madžarske, kjer je spet kos Slovenije zraven. Naj bodo državljani poleg vsega, kar jih skrbi, zaskrbljeni tudi zaradi teh razmer in okoliščin v bližini nas. Jaz mislim, da razlogov za zaskrbljenost še ni. Je pa naša naloga, nas politikov, da imamo s sosednjimi državami dobre odnose. In jih imamo. Ne glede na to, da smo obkroženi z državami, kjer vladajo desno politične stranke. Jaz imam z vsemi 4 predsedniki izjemno dober odnos. Veste, ne nazadnje so vsi prišli na praznovanje 20-letnice vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Vseh 5 nas je bilo na Brdu pri Kranju in smo počastili 20 let vstopa v to evropsko integracijo. Zdaj, če ste me vprašali o Madžarski, o zemljevidih, tu pa vidim malce večjo nevarnost, predvsem z vidika mednarodnega prava in mednarodnih odnosov nasploh. V mednarodnih odnosih ni prostora za sanje, nostalgijo in neko romantiko. Mednarodno pravo je jasno. Ozemeljska celovitost držav je tista pravica oziroma tisto načelo, ki ga moramo najbolj spoštovati in tudi hkrati najbolj varovati. Če spoštujemo to, bomo prijatelji. In tu ne govorim zdaj samo o sosednjih državah Republike Slovenije. Govorimo o Evropi, lahko govorimo o svetu. Ko nam enkrat spoštovanje ozemeljske celovitosti pade, in nam v soseščini seveda že je, ne govorimo o Rusiji in Ukrajini, potem lahko dosežemo nek domino efekt in posledica vojne v Ukrajini so po moje tudi zdaj bolj jasno izraženi apetiti še nekaterih drugih državnikov, ki jim ozemeljska suverenost držav ne pomeni kaj dosti. Da, domino efekt. Tako je. Veste, enkrat sem rekla v neki družbi, ko smo se pogovarjali o vojni v Ukrajini, eno stvar, na kaj je potrebno paziti. Če pristanemo na diskurs predsednika Putina, ki je rekel, Rusija je tam, kjer so Rusi, potem lahko pridemo zelo hitro na Srbija je tam, kjer so Srbi, Madžarska je tam, kjer so Madžari, Albanija je tam, kjer so Albanci, Slovenija je tam, kjer so Slovenci. Slovenija sicer nikoli ni imela takšnega političnega diskurza, da smo si na jasnem. To je nevarnost, ki jo vidim in ta domino efekt, ki ste ga omenili, je tu, blizu nas. In v politiki je potrebno narediti vse, da bomo spoštovali mednarodno pravo. Zame osebno je to alfa in omega mednarodnih odnosov. In če dovolite samo še eno misel oziroma en stavek. Ne vem, če je vsem politikom, raje bi videla, da bi jim rekla državnikom po tem svetu jasno, da ni ene države na svetu, ki bi bila etnično popolnoma čista. Je ni. Mi se moramo navaditi živeti v multikulturnem svetu. Vse mednarodne konvencije o pravicah manjšin nas opozarjajo na to in manjšinske pravice so ene najbolj pomembnih temeljnih človekovih pravic. Včeraj je bil izvoljen novi stari predsednik Hrvaške, Zoran Milanović. Zelo na kratko, gospa predsednica, kakšni pogovori v bližnji prihodnosti, kakšna možnost za napredek glede uveljavitve arbitražne sodbe? Veste, to je ena tema, ki smo jo oboji malce pospravili v predal. Slovensko stališče je seveda popolnoma jasno. Arbitražno odločbo je potrebno spoštovati. Jaz druge poti preprosto ne vidim. Zato smo se odločili za arbitražo. In jaz upam, da bomo enkrat v prihodnosti to znali in zmogli implementirati. Ne nazadnje, veste, se tu kaže politična zrelost. Če sva prej govorili o mednarodnem pravu, tudi spoštovanje mednarodnih arbitražnih odločitev sodi v ta segment mednarodnega prava in jaz bi si želela, da ga spoštujemo. Kar se tiče predsednika Milanovića, vam pa lahko zatrdim, da imava izjemno lep, topel odnos. Ne nazadnje, veste, je bil predsednik Milanović eden prvih, ki sem jih obiskala po nastopu mandata. Zdaj se ne spomnim točno, pa mislim, da sem bila najprej pri predsedniku Franku Walterju Steinmeierju v Nemčiji, predvsem zaradi tega, ker je Nemčija
ena največjih gospodarskih partneric Republike Slovenije. Sprejel me je izjemno toplo, imela sva super pogovor in že takrat sva se pogovarjala, kako in na kakšen način bova naprej peljala Brdo-Brioni proces. Tu imava namreč stično točko. Obema je v interesu, da se predsedniki držav Zahodnega Balkana in predsednika Hrvaške in Slovenije pogovarjamo in spet sva pri dialogu, spoštovana gospa Gobec. Ne. Ko bo enkrat dialog umanjkal, ne bo dobro, bomo padli v neko temo, težko bo prižgati nazaj to luč. Zato je meni tako zelo pomembno, da imam z vsemi kolegi predsedniki res dober in iskren odnos, predvsem v soseščini. Čez teden dni bo prisegel tudi novi, enkrat že predsednik Donald Trump. V Združenih državah Amerike sta bila kaj v stiku, ga boste povabili v Slovenijo, javnost ve, da ste zastopali njegovo soprogo Slovenko Melanijo Trump na sodišču. Seveda sva bila v stiku, jaz sem obema čestitala, gospe Melanije Trump za to, da je ponovno postala prva dama, najprej seveda predsedniku Trumpu za ponovno izvolitev. Govorila sva tudi po telefonu, takrat sem mu še enkrat osebno čestitala in lahko vam zaupam eno stvar, ki mi jo je v tem telefonskem pogovoru povedal. Vprašal mi je za mnenje, kaj si mislim o sporu med Rusijo in Ukrajino. In odgovorila sem mu, spoštovani predsednik, ne pozabimo na mednarodno pravo. Ve se, kdo je tu kršil ustanovno listino Organizacije združenih narodov in to mora biti tisto osnovno izhodišče. Sva govorila še o nekaterih drugih stvarih, ampak naj ostalo ostane med nama. Se pravi, mi je Donald Trump odvzel eno od naslednjih vprašanj, ampak sicer izvolitev gospoda Trumpa, vpliv njegov na dogajanje v Evropi, reševanje sporov. Moramo se zavedati, da je vpliv Združenih držav Amerike seveda velik. Imajo najmočnejšo vojsko na svetu, so najmočnejša članica Severnoatlantskega zavezništva, v katerem je velika večina evropskih držav. Tega se moramo zavedati. Zdaj, kakšen ima neposredno vpliv gospod Trump na evropsko politiko, toliko ga bo imel, kolikor ga bomo pustili znotraj Evropske unije. Ne želim si pozicije, da se bomo morali politiki v državah članicah Evropske unije postaviti na stran, ali smo za ZDA ali pa smo proti. Jaz takšnih stališč ne sprejemam, mi težko sedejo na mojo dušo. Treba se bo pogovarjati, ampak potrebno bo pa tudi Združenim državam Amerike povedati jasno in glasno o stvarih, s katerimi se pa ne strinjamo. Znotraj NATO bo potrebno delovati še naprej. NATO je pomembna organizacija zaradi kolektivne obrambe oziroma varnosti. To je prvo izhodišče Severnoatlantskega zavezništva. Zagotovo mi pa seveda ni všeč, že v luči tega, o čemer sva govorili prej, da predsednik Trump govori o rušenju ozemeljske celovitosti nekaterih držav. Zdaj na tapeti so Grenlandija in seveda posredno Danska, Panamski prekop in Kanada. Jaz sem bila zelo presenečena, v bistvu, ko so se te njegove izjave pojavile v javnosti. To niso razmišljanja v pravo smer. Upam, da gre zgolj za provokacije in nekakšno resno razmišljanje predsednika Trumpa. Sodeč po njegovem prvem mandatu, marsikaj od tistega, kar je rekel, je potem res izvedel. Morda v pol stavka vabilo Donaldu Trumpu za prihod v Slovenijo. Aha, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Tu pa, poglejte, zakaj tako razmišljam? Res, da je Slovenija geografsko majhna država, ampak veste, naša izkušnja članstva v varnostnem svetu, nestalnega članstva v varnostnem svetu Organizacije združenih narodov je pokazala eno. Slovenija je tam zelo, zelo cenjen sogovornik. Slovenija je tam prepoznana kot država, ki nima skrite agende. Nimamo nekih nahrbtnikov s kamni na naših ramenih. Smo za odprte dialoge, z vsemi se pogovarjamo, z vsemi. In Slovenija je enkrat že gostila vrh Rusija, Združene države Amerike. Bush Putin.
dr. Drnovšek. Tako je. Predsednica, kaj ste odgovorili sogovornikom, mirovnikom, prišli so k vam pred kakšnim tednom, če se prav spomnim, zahtevali so oziroma predali so vam peticijo, da bi Slovenija se bolj dejavno zavzela za mir in da odločneje nastopi proti Izraelu. Kaj ste jim odgovorili? Predvsem za Izrael me zanima, o ukrajinski vojni sva že nekaj rekli. Ja. Smo se pogovarjali kar dobro uro. Moram vam čisto iskreno povedati, da sem bila na koncu malce, bom rekla, razočarana, ker, veste, govoriti o tem, da je treba storiti nekaj, da bo mir, je zelo lahko. Ko sem jih spraševala o tem, kaj konkretno mislijo, seveda konkretnih predlogov ni bilo ravno veliko, razen to, da bi na Izrael morali dati dodatne sankcije. Ampak že ta korak, ki smo ga mi naredili s priznanjem Palestine, ni bil lahek korak. Pri Izraelu se morda kaže celo večja neenotnost Evropske unije kot pri vojni v Ukrajini. Realna politika v ozadju je seveda nekaj čisto drugega kot to, kar bi si mirovniki, ki detajlov ne poznajo, želijo. Lahko vam zatrdim, da ga ni politika, s katerim sem se pogovarjala, in teh ni bilo malo, ki si ne bi želel miru. Le poti do miru so seveda različne. V ozadju znotraj tihe diplomacije se seveda dogaja marsikaj. Jaz osebno bi si želela, da bi se večkrat pogovarjali akterji, ki so zadolženi za mir, med seboj. Znotraj Organizacije Združenih narodov je idealen poligon za takšne pogovore. Slovenija se tu trudi, ampak žal, predvsem v varnostnem svetu, danes poteka tudi hibridna vojna, vojna z vetom. Organizacija Združenih narodov je edina multilateralna organizacija, ki jo imamo. Ne želimo si, da nam razpade. Res ne. Ampak da postane bolj učinkovita. Predvsem bolj učinkovita. Kako pa lahko to dosežemo? Z reformo veta. In na tem, kot predsednica, delam zelo veliko. Ne bom šla v detajle, ampak to je bistvo, rekla, prihodnosti našega sveta, našega planeta. Treba se je pogovoriti o tem, kako regulirati veto. Danes v varnostnem svetu imamo seveda absolutni veto. In ta se absolutno kaže kot absolutno nedopusten. Nedopusten. Naslednje vprašanje zadeva vašega soproga. Poznate kritiko, ko je povabil prvo damo Ukrajine, gospod Zelensko, češ, da ni bilo usklajeno z vsemi akterji v zunanji politiki v Sloveniji. Največ kritik pa je seveda nedavni pogovori s palestinsko stranjo in potem pogovori vašega soproga, soprogov izraelskega predsednika Herzoga. Kaj pravite na kritiko, da to v imenu Slovenije ne bi smel storiti? Lejte, morda je funkcija prvih soprogov in prvih soprog še majčkeno nepopisan list papirja v Republiki Sloveniji. Namreč do mojega prihoda tu se niti po svetu ni toliko dogajalo na forumih prvih soprogov in prvih soprog. Zdaj, prva soproga Štefka Kučan je orala ledino. Predsednik Drnovšek soproge ni imel. Soproga Danila Türka je sodelovala malce predvsem pri obiskih predsednika in nisem pa zaznala, da bi se kaj ukvarjala mednarodno z humanitarno dejavnostjo. Predsednik Pahor temu ni posvečal nobene pozornosti. Jaz sem se pa vendarle odločila, da je dobro, če moj soprog v teh forumih sodeluje. Seveda je velik vzgon za delo prvih soprogov in prvih soprog dala prav Olena Zelenska, ki je znotraj samita prvih soprogov in prvih soprog izjemno aktivna. Aleš se je tem aktivnostim priključil. Lahko vam pa zatrdim eno stvar in Aleš to zelo spoštuje. On se v teh pogovorih lahko dotika zgolj in izključno samo humanitarnih aktivnosti, ki jih imamo znotraj urada in ki jih ima Republika Slovenija. Vsi ti obiski gredo preko Ministrstva za zunanje zadeve, z njimi se moji svetovalci in tudi jaz sama posvetujemo, kdaj je primeren čas, če sploh, in kaj so vsebine, ki jih je potrebno nasloviti. Zdaj, če govoriva o zadnjem obisku,
predlog Ministrstva za zunanje zadeve, seveda, izraelska soproga izraelskega predsednika. Naj vas ne moti, od prvega dne, ko je Hamas napadel nedolžne žrtve na izraelski strani, Slovenija govori, da je bil to teroristični napad in da je to potrebno obsoditi. In Aleš se je šel tja na Nova festival prizorišče pokloniti žrtvam. To je vse. In s soprogo sta govorila o humanitarnih aktivnostih. Dobro. Slovenija je v Evropski novi komisiji dobila resor širitev in komisarko Marto Kos. Ko se je še sestavljala Evropska komisija, ste bili kritični, da je premalo žensk med drugim. Kakšna je zdaj, ko je sestavljena, ko je recimo mesec dni že operativna? Kakšna je nova vlada Evropske unije? Zdaj, ideološko, operativno? Ideološko, seveda, vse je razumljivo. Glede na volilni rezultat je jasno, da ima največja politična skupina, torej EPP, seveda tudi največ komisarjev. Ampak pojdiva midve na Slovenijo. Slovenija je po prvem spodletelem poizkusu vendarle našla kandidatko, ki je odlična, ki bo znala in zmogla opraviti naloge, ki so naložena na njena ramena. Jaz osebno sem izjemno zadovoljna, da je Slovenija dobila resor širitve. Namreč, če kaj se v Sloveniji zavedamo, kako zelo je pomembno, da je Zahodni Balkan stabilen. Ne nazadnje tudi Ukrajina, veste, Moldavija, Gruzija zdaj z te enačbe, po mojem žal za nekaj časa padla ven. In na ramenih Marte Kos je velika odgovornost, veliko breme. Ampak Slovenija to zna in zmore. Mi veliko delamo na Zahodnem Balkanu. Dobili smo pravi resor. To vam hočem povedati. Jaz sem s tem resorjem izjemno zadovoljna. Z Marto Kos sva se pogovarjali, ko je bila tu na obisku. Prosila me je, da ji pri teh naporih pomagam. Jaz sem ji obljubila vso podporo in pomoč, tudi znotraj procesa Brdo-Brioni, znotraj dobrega odnosa, ki ga imam s čisto vsakim od predsednikov. A vam tu lahko povem eno anekdoto. Bom kratka. Prosim. Ko sem bila na obisku v Severni Makedoniji, sem na zaprosilo predsednika Steva Pendarovskega takrat nagovorila tudi njihov parlament. V tem parlamentu sem govorila o tem, kako zelo pomembna je širitev na Evropsko unijo. Kako smo tudi mi morali spremeniti ustavo, to namreč Severno Makedonijo danes čaka. Ne? Po tem pogovoru oziroma tem mojem predavanju, nastopu v parlamentu, do mene stopi ena gospa, sedela je na strani VMRO-DPMNE, torej v desnem političnem polu, in mi je rekla, da sem se s tem govorom vmešavala v notranje politične zadeve Severne Makedonije. Bila je zelo jezna. No, ta gospa je danes predsednica Severne Makedonije. Jaz sem to gospo po izvolitvi poklicala po telefonu in jo od srca čestitala. Ona pa meni nazaj, a se vi spomnite, kdo sem jaz? Seveda se vas spomnim. Vi ste tista, ki ste pristopili do mene po nagovoru. Ampak jaz do vas ne gojim nobenih zamer. Midve morava sodelovati. Zato vam od srca čestitam in upam, da sem prva. In je rekla, da ja. In s severno-makedonsko predsednico imava danes izjemno lep odnos. Pozabiti je treba na zamere, o tem vam govorim, spoštovana gospa Gobec. Zelo podoben problem, kot ga imamo mi v Sloveniji, ga imajo po Zahodnem Balkanu. Sprava. To je nekaj, česar se bodo morali lotiti tudi na tem območju našega sobivanja. 3 točke, veste, so pomembne, ko govorimo o širitvi, če dovolite, bom zelo na kratko. Prva točka je pogajanja in še enkrat pogajanja. Če prvič ne uspe, začni drugič, če drugič ne uspe, začni tretjič. Zdaj, ko govorimo o nacionalnem odnosu držav na Zahodnem Balkanu. Ampak isto velja tudi za Evropsko unijo. Ali smo mi naredili že dovolj, da te države pridejo v našo družbo? Verjetno ne. Druga točka. Sprava. Če narodi, ki sobivajo na tem območju, ne bodo dosegli neko vrsto sprave med seboj, bo ta regija vedno sod smodnika. In tretja točka. Če se nekaj dogovorimo, je to potrebno spoštovati do zadnje črke. Saj zveni enostavno, kaj ne? Ta formula.
Da, podpišem vse, ampak gospa predsednica, roko na srce, poslušamo tudi v tem prostoru na Zahodnem Balkanu in širše, poslušamo to leta in desetletja politikov, ki to govori, pa se ne spremeni nič. Greva proti koncu oddaje, zato nekaj kratkih vprašanj in zato tudi takih odgovorov. Smo v zadnjem predvolilnem letu, prihodnje leto, če ne bo drugače, bodo volitve. Kratka ocena, kaj prinaša stranka Demokrati, vašega bivšega tekmeca Anžeta Logarja, prinaša popestritev konkurenco na desnici, mislite, da tudi na sredini ali celo levo od sredine? Ampak zelo na kratko, prosim. Ja, zdaj po podatkih in analizah, ki jih zasledim v medijih, bo gospod Logar posegal desno in levo sredinsko. Jaz mislim, da je prav, da je naredil ta korak. Midva sta se v predvolilni kampanji veliko družila, imava izjemno korekten odnos. Tudi sama kampanja je pokazala, kako se da zmerno komunicirati. Jaz mu želim vso srečo in absolutno se mi zdi prav, da je tudi na desnem polu se našla neka malce močnejša konkurenca. Na levem polu smo tega vajeni, na desnem morda malce manj. Ali drži kaj od zapisanega v medijih v zadnjih tednih, da bo pod vašim pokroviteljstvom nastala neka nova stranka, baza naj bi bilo gibanje Ona ve? Ja, imam celo ime že za to stranko. Ne, cenzurirano. Skratka, ne ustanavljam nobene stranke in je tudi ne bom. Jaz ne vem, zakaj se takšne izmišljotine sploh pojavljajo v medijih. Mene seveda o tem ni nihče nič vprašal. Skratka, kratko in jedrnato, ne ustanavljam stranke. Se zato vprašam, da lažna novica ne gre naprej. Tudi vi ste predsednica varovana oseba. Kakšne so izkušnje, kako gledate na te zadnje dogodke okrog tožilke, specializirane tožilke Gončin, tudi premier je v začetku mandata tarnal nad svojimi varnostniki. Vemo, kako si je potem uredil. Kakšno izkušnjo imate vi in me prav zanima vaša ocena tega zapleta, ki se veže na Center za varovanje? Najprej o moji izkušnji. Jaz lahko moje varnostnike in eno varnostnico samo pohvalim. Tako kot so oni meni olajšali ta prehod iz popolnoma nevarovane osebe in osebe, ki nikoli ni bila v politiki, ta prehod so mi lahko omogočili samo oni in so mi ga. Skratka, jaz nimam popolnoma nobenih pripomb nad njihovim delom. Sem v celoti zadovoljna in mi 100% zaupam. A vendarle, ko se zgodi nekaj takega, kar se je zgodilo v primeru tožilke Gončin, bi morali zvoniti vsi zvonci, da očitno nekaj v sistemu ni v redu. Ampak še enkrat bom poudarila, ta problem bi se moral rešiti izven kamer. Pa se ga ni, zato je v medije tudi prišel. Spet se je zamudila priložnost, da bi se problem naslovilo hitro in učinkovito, ne da bi se pralo umazano perilo v medijih. To bi bil moj nasvet za kakršnekoli zaplete in zadrege v bližnji ali daljni prihodnosti. Ko za problem izveš, se ga loti. Usoda ministra za notranje zadeve, gospoda Poklukarja, ki ga čaka interpelacija, in povezavi s tem, kaj mislite o razpisu oziroma imenovanju gospoda Jušića za generalnega direktorja policije, potem, ko je upravno sodišče dalo sodbo, kakršno je dalo, da je bil prvotni sklep nezakonit. Zdaj, kar se tiče interpelacije ministra Poklukarja, se mi zdi, bo en tak lakmusov papir trdnosti te koalicije. Seveda bomo vsi skupaj pozorno spremljali, kaj se bo dogajalo in izjemno pomembno bo videti, ali bodo glasovali za interpelacijo ali sploh ne bodo glasovali. To boste sami lahko izračunali, kje je pomenska razlika. Oba, Levica in SD, sta govorila v javnosti, da se jedro spora je seveda imenovanje gospoda Jušića, da je to potrebno popraviti. Zdaj, tukaj vam bom odgovorila samo kratko in jedrnato z enim stavkom, kar se tiče generalnega direktorja. Ko pade senca dvoma na nek postopek imenovanja, in ne samo senca dvoma, ampak sodba upravnega sodišča,
ki je ugotovila bistveno, absolutno bistveno kršitev postopka. Kaj to pomeni? To pomeni, da se o vsebini niti spraševali niso, ker so ugotovili, da je šlo za absolutno bistveno kršitev postopka. Torej, do merituma sploh niso mogli priti. Zdaj, iz moje nekdanje prakse vam pa lahko povem, da takšna odločitev upravnega sodišča še zdaleč ni bila prva. Jaz sem v svoji 8-letni karieri v teh postopkih videla kar nekaj takih odločb oziroma sodb v tem primeru, ki so bile jasne. Obrazložiti je treba odločitev. To ni nekaj, kar se je zdaj zgodilo prvič v zgodovini Slovenije. Zato se tudi jaz čudim. In če enkrat senca dvoma na postopek pade in če vsi zatrjujejo, da gospod Jusić pogoje izpolnjuje, bi jaz svetovala ponovitev postopka in bo zadeva zaključena. Bi že zdavno lahko bila, pa spet čakamo in se zadeva melje in melje in melje. Kaj smo dosegli, so dosegli? Interpelacijo ministra Poklukarja. Ali izid na referendumu junija lani smo šli na 3 oziroma volivci so šli na 3 referendume, ali ta izid, ljudska volja, še posebej recimo volilni sistem, preferenčni glas, ki so ga čez 70% podprli, zavezuje gospa predsednica vso politiko, torej vladno, opozicijsko, da se to uveljavi, ali lahko se politika zdaj izogne in reče, ja, žal, nimamo 60 glasov, zato recimo preferenčnega glasu ne bo. Seveda bodo to rekli. Veste, posvetovalni referendum... Kaj je lahko sankcija? Je ni. Kako lahko volivci držijo politiko, če so jim neki... Zaupanje volivcev je tisto, s čimer se jaz ne bi ravno igrala. Nikoli. In ravno pri spremembi volilnega sistema je bil odstotek glasov daleč najvišji od vseh 4 pravzaprav referendumih, ker sta bila 2 vezana na eno temo. Tako pri in veste, ko smo mi dobili prvi volilni sistem, se je vedno govorilo, da je začasen. Ampak ta začasnost danes traja že 33 let. In ni dobro. In zakaj so volivci dali tako velik signal, da je sistem potrebno spremeniti? Zato, ker preprosto ne vedo, koga izvolijo na koncu. Ta naš kompleksen sistem je tako zakompliciran, da ga morda v detajle poznajo samo 3 ljudje v naši državi. Jaz sem za spremembo volilnega sistema, a res pa je, da je potrebna 2/3 večina. Torej je tu skupna odgovornost celotne politike. Volivci, ko gredo na referendum, gredo vsi, in levi in desni in tisti vmes. Ampak te kulture še nismo vzeli, očitno. In sva spet na začetku najnega intervjuja, ko ste me vprašali, kaj politik mora imeti v sebi. Izpolnjevanje obljub. Naredi vse, še vedno se lahko zgodi, da kakšne obljube ne boš mogel izpolniti, ampak če pa nisi naredil nič, niti poskusil nisi, potem to ni prav. In še ena vroča tema izpred nekaj mesecev. Predsednica, ali dogovarjanje, gre seveda za JEK2, dogovarjanje, najprej resolucija, ki vključuje JEK2 in potem odločitev za referendum, kjer bi ljudje odločali o tem istem JEK2, ki je v resolucijo že upisan, ali to jemljete, da je politika želela narediti obvod, če se recimo na referendumu ne bi posrečilo dobiti večine za JEK2? Moje stališče o JEK2 seveda poznate. Jaz sem za jedrsko energijo od prvega dneva, pa sem opozarjala, da je za referendum potrebno imeti dovolj informacij. Ne podcenjevati javnosti. To vedno govorim. A veste, na koncu se tako velikega projekta brez referenduma ne moremo in ne smemo lotiti. Jaz upam, da je bila to šola za politiko, da se je treba na takšne projekte bistveno bolje pripraviti. Pripraviti seveda tako, da komuniciraš z javnostmi. Znotraj nikoli ne bova vedeli, kaj vse se je dogajalo. Jaz upam, da ni šlo za nek obvod ali iskanje obvoda, da so bili samo pri tem morda malce nerodni in da se bodo drugič tega lotili bolj resno in korenito. JEK2 ne smemo vreči čez ramo, o tem se moramo pogovarjati. Zdi pa se, da je vendarle čas zamujen, da bo to po vsej verjetnosti projekt nove vlade. In za zadnji stavek je ostalo časa, gospa predsednica, ko greste med ljudi, kaj pravijo, katere vrednote, poleg seveda zdravja, predvidevam, katere vrednota jim manjka
v družbi, kaj pričakujejo tudi po vrednotah od politike v letu 2025? Veste, slika, ki jo morda kdaj vidimo v medijih, ni slika, ki jo jaz vidim na terenu. Ljudje sploh niso tako zelo sprti med seboj, kot so politiki, smo politiki, če hočete, sprti med seboj. Predvsem pa se v teh krizah, ki jih v minulih 2 letih ni bilo malo, pokaže tisto pravo slovensko srce. In to Slovenija je. Če bi le znali to srce, to solidarnost, to skupnostno načelo, o katerem zadnje čase kar veliko govorimo, prenesti tudi v politiko, bi bilo mnogo bolje in lepše. Ampak, ne, odgovornost na nas je velika. Ljudje nas opozarjajo na terenu, kje ne gremo v pravo smer. So pa vendarle, rekla, kolikor toliko zadovoljni in lahko so. Slovenija je še vedno ena najbolj varnih držav, ne gre nam slabo, ampak zakaj nam ne bi bilo še bolje? Pri tem končajva. Gospa predsednica, lepa hvala za pogovor, za vaše misli. Vse dobro želim. Hvala tudi vam in lep pozdrav gledalkam in gledalcem. Tako je tudi vam, spoštovani gledalke in gledalci. Hvala, da ste spremljali pogovor s predsednico Republike. Želim še lep večer.